Namreč konec avgusta je bilo že 37. tekmovanje v padalstvu, ki ga organizira Aeroklub Ptuj. Tako kot ponavadi, pravzaprav je to posebnost, so se padalci vkrcali v Moškanjcih in s padali skakali na Podlehniško jezero. Seveda je to posebna zanimivost, ki pritegne veliko radovednežev od vsepovsod. Vsekakor pa je to velika atrakcija za padalce same. Sponzor tega prijetnega dogodka je bila občina Podlehnik, ki je poskrbela tudi za prijetno pogostitev vsem tekmovalcem in ostalim. Pa poglejmo, kako zanimivo je bilo. So srečo, gledi! Every time, Brandy. Padalskega pokala prihaja proti vodi, da vidimo, kaj nam je pripravil tokrat. Ali bo to šlo padala in bravo!
tako izgleda, ko padalec odvrže padalo in kasneje odpre pomožno padalo. Bravo, vodja padalske enote v Aeroklubu Ptuj, Sergej Pukšič. Srečo. Padalstvo ali skok iz letala je zelo vznemirljiv in zanimiv ekstremni šport, ob katerem se nam poveča adrenalin. Predvsem pa ne smemo pozabiti omeniti, da je v primeru neizkušenosti in nesodelovanja z inštruktorjem to zelo nevaren šport. Za ta šport je potrebno opraviti predhodno izobraževanje, tečaj, iz katerega kasneje dobimo dovoljenje za skoke. Vsak padalec mora poznati opremo, prvine letalstva in letalske predpise. Prav tako pa mora vedeti, da je sposoben in ima dovolj poguma za skok iz letala.
občino Podlehnik sestavljajo vasi Podlehnik, Dežno, Gorca, Gruškovje, Jablovec, Kozminci, Ložine, Rodni Vrh, Sedlašek, Stanošina, Strajna in Zaket, ki so razložene po bližnjih pobočjih. Osojna pobočja v bližini pokrivajo vinogradi in sadovnjaki. V dolini se kmetje ukvarjajo predvsem z živinorejo. Precej prebivalcev je zaposlenih na Ptuju in okolici. Naselje je v zadnjih desetletjih dobilo precej urban videz. Ima osnovno šolo, zdravstveno ambulanto in gasilski dom. Razvija se turizem na Podlehniškem umetnem jezeru, športni in turistični ribolov, v bližini pa je idealen prostor za oddih po napornem delu. Zelo znana je podružnična cerkev Matere Božje. Na Gorci je župna cerkev Svete Trojice. Po planinski poti je znamenita stavba na Gorci in Viničarski muzej. Po trasi Haloške planinske poti vodi tudi del Evropske pešpoti. V kraju je živahno skozi vse leto, vedno več je turističnih, kulturnih in športnih prireditev. Dobili smo tudi uradne rezultate skokov ekipe Prijedora. Res, da so skakali malo v težjih vremenskih pogojih. Razlika med Aeroklubom Ptuj in Prijedorom se je povečala na 20 kazenskih centimetrov. Pred nami je še zadnja serija, ki bo odločala. Pa se še čaka, kajti drugovrščeni na današnji tekmi Uroš Grilc je že pripravljen. Samo še zadnje priprave in... Preden se prijavimo v padalsko šolo, je potrebno narediti zdravniški izpit. Za samostojen skok je potrebno opraviti teoretični tečaj, v katerem nas seznanijo s padali, opremo in letali. Poučijo o tehnikah skoka in osnovah teorije skoka. Spoznamo tudi osnove meteorologije. Ti potekajo po predhodno dogovorjenih rokih, s pomočjo katerih dobite zadostno količino teoretičnega znanja za prvi skok. Tako smejo odvojka, ki pa tam skupaj. Je dosta lična lokacija. Ti baš voliš močit padobran, a? Sabotiraš. Vruće, znojno, pa da ga ne... Dobro, dečka, da ponese Miro.
Alfa 0,2. 10, bravo. Nula 3, Charlie. Samo. 16. Nula 7, Eko. Prvi od ekipe Aerokluba Ptuj je prizemljen in to je seveda kandidat za skupnega zmagovalca Matej Kostanjevec. Drugi se približuje in se je tudi približal Blazini. To je naš Matevž Cestnik, dolgonogi Cestnik. Tretji, ki zaključuje svoj nastop, je Tomaž Korpar. Po aplauzu sodeč je najverjetneje zaključil svoje tekmovanje z 0. In za konec še naš peresno lahki Tonče Gregorič. Napetost narašča, kajti seveda čakamo na uradne rezultate. Tukaj gre zdaj za prvo mesto v posamečni kategoriji. Tudi Draško Laj zaključuje s svojimi predstavami na tem tekmovanju. Samo je rekel, ja. Samo je rekel, ja. Stanko ga noto postoji. Miran! Bilberg!
opravljali svojo nalogo. Plano tako, kot je bilo treba. Gospod Stanko Čuš, Branko Vučić, Janez Vidović, Miro Vitniš. Nad dogajanjem deli naši neutrudni sodniki in prosim, da pridejo, da jih vidimo. Na tretje mesto s 26 kazenskimi centimetri prejme Markus Lamfider. Drugo mesto s 18 kazenskimi centimetri prejme Uroš Krilc, Slovenija. Pa prvo mesto na veselje velikih navijačev, ki smo se tukaj. To so torej trije najboljši posamezniki 37. ptujskega padalskega pokala. Za najboljše ekipe se je udeležilo tega tekmovanja, so se udeležile 4 ekipe. Tretje mesto in s tem pokal za tretje mesto, bronasta medalja pripada ekipi Red Bull Avstrija. Prosim, da drugo mesto, srebrna medalja za ekipo Prijedor, Bosna in Hercegovina. Fantje so nabrali 226 kazenskih centimetrov. Trenutek, samo trenutek. Može? Hoćemo li? Ko smo mi? In pa na koncu še prvo mesto, 171 kazenskimi centimetri, ekipa domačega aerokluba Ptuj. Medalje torej podeljujete gospod Župan, gospod Pavčič, župan občine Podletnik in pa naša padalka Ina. Konec še vodja padalske sekcije v Aeroklubu Ptuj, sprehajalec po nebu, kot vidite, torej tudi glavni organizator tega 37. ptujskega padalskega pokala. Prihaja proti vodi, da vidimo, kaj nam je pripravil tokrat. Ali bo to odklop padala in bravo! Tako zgleda, ko padalec odvrže padalo in kasneje odpre pomožno padalo. Bravo, vodja padalske enote v Aeroklubu Ptuj, Sergej Pukšič. Upamo, da je z njim vse v redu. Če mu ni nič, pa bodo prav gotovo kaj naredili, pa zdaj prostovoljno gasilsko društvo Stojnci. Ptujski padalski pokal. Vsem, ki ste bili z nami in ste uživali ob skokih tako na blazino kot danes v vodo, se prav lepo zahvaljujemo in vas seveda vabimo spet naslednje leto, ko bo 38. po vrsti Ptujski pokal. Lepo pozdravljeni.